zasedbi Destroy Machine, Jurij z mano, zdravo. Zdravo, ali po domače Jorge. Jurij, nova zasedba ali so to korenine iz zasedbe Destroy? To je absolutno ni nova zasedba, to je zasedba, ki izhaja absolutno iz korenin Destroya in je to preprosto drevo, ki raste in raste in noče nehati rasti očitno, ne glede na to, da sem vsaj jaz osebno originalno že 25, po mojem sem se kaj zmotil, let zraven. Je pa res, da je to en poseben drevo, ki raste tako, da ko nekaj časa zori sadeže in izdelke, ki jih pač producira, vsake toliko časa niso več všeč in se odloči za drugo vrsto sadežev. In ti sadeži rastejo sedaj tako, da na eni strani imamo orehe, na drugi strani imamo endemične rastline in sadeže, na eni strani pa tisto, kar vedno radi jemo, to je pa absolutno sodi, železni, plastični in obenem seveda tudi ta naša osnovna filozofija DIY, naredi si sam iz tega, kar imaš, pa ne hodi v trgovino kupovati. V osnovi pa so še verjetno vedno tolkala. Res je, čeprav smo mi že v prehodu iz, bi rekel, Destroya v Destroy Machine in sicer z takrat izdano ploščo Vakuum, naredili izjemne. Takrat, vsaj jaz sem si dolgo časa želel preskok pa predvsem zaradi tega, ker smo nekako skozi slutili, začeli se je s pihalim, ko smo začeli izdelovati pihala in nekako smo zaslutili, da si želimo tudi harmonije. In sem jaz šel potem z mojim soigralcem in članom plemena Črtomirjem Lipovškom v akcijo in ta akcija je na začetku bila takšna, da je bilo treba kar pol leta preprosto raziskovati. V tem trenutku bi se rad izjemno zahvalil gospodu Antonu Škrablu, Orglarstvo Rogaška Slatina, ki je takrat edini v Sloveniji praktično zaslutil, da pa totale dva fanta bi pa menda res rada nekaj naredila, kar je itak nemogoče. In ravno zaradi tega, kar je nam najbolj všeč, da če je kaj nemogoče, pa bomo mi to probali definitivno sprobati, je on vztrajal z nami tudi dolgo, da smo dejansko po letu pa pol naredili orgle iz odpadnih materialov, sestavljenih iz seskov zamolženih krav, pirovski sotje, tlačna posoda, tipke za luft, klavir je bil tipke za luft, potem smo imeli kompresor, ki je z 10 barov na 2 bara spravil zadevo, malej morje tega mehanizma in to je v resnici funkcioniralo, če se ne motim, vsaj 5, 6, 7 let in mnogo koncertov. Fascinacija je bila predvsem v tem, da so to bile edinstvene orgle, ki se jih je dalo razstaviti, sestaviti in so bile še zmerom uporabne. Nastal je pa ta problem, da dejansko smo mi tolkalska zasedba v osnovi in smo pri samih aranžmajih komadov ugotovili, da smo te orgle pojedli. Zvočno smo jih preprosto zasuli. In potem smo morali še aranžmaje primerno prilagajati, ampak glasba, ki smo jo pa spravili ven, je bila pa nam tako všeč in tako dobra, da smo sedaj v novem procesu, kar je pa prav, in sicer v tretji fazi. Tretja faza je pa ta, da si želimo narediti orgle nek endem, in sicer reciklaža med elektronskimi MIDI aparati, ki jih bomo probali nekako, to je še v procesu, pretvoriti skozi določene mehanske elemente in upam, da nam bo uspel ta prehod iz analognega v digitalno. Jaz ne vem, koliko ste stari, ampak jaz osebno sem jaz sem toliko star, da sem šel čez vse 3 prehode. Skratka, igrali smo se na pesku, potem je prščil ven Spektrum, potem je bil Commodore, no danes smo pa tukaj, da praktično, če si kupiš neke 3-4 DJ igrače, pa kakšen dober USB, pa ne mi reči, da nisi DJ, ne? In kaj hočem reči, mi smo zdaj ravno v obdobju, ko se premikamo k digitalizaciji, ampak v obdobju 80-ih, kjer je še pa bil VHS. Če vse skupaj to seštejemo, potem bo plod tega novi album Resonanca? Tako. In pri Renesonanci ni resonanca, ker je Renesonanca je sestavljenka renesanse in resonance. In glede na to, da je tale preporod, katerega vzrok je bil nam vsem znan COVID in v času COVID-a smo mi dobesedno zmrznali, tako kot mnogo bendov, ki jih danes, nažalost, jaz upam, da še bojo kdaj imeli toliko poguma, preprosto niso šli več v to, da bi ustvarjali, ker pri glasbi je pač preprosto tako, da je ogromno elementov pomembnih za to, da se zgodi kreativa in COVID ni bil eden izmed njih. Mi smo pa rekli tako, pa dajmo posnet ploščo, pa ni važno, kaj bo ratal, ni važno, koliko komadov smo si zamislili, vedeli pa smo, da materijala imamo dovolj, da je to dovolj za primerno ploščo, ne za single, ne za ne vem kaj.
In potem, ko smo ugotovili, kam mi gremo, pa da imamo časa veliko in da ta COVID kar nekako, zdaj jaz ne vem, s kire strani, ali z vladne strani, ali iz medijske strani, kar nekako ni hotel zginiti. In pa smo šli še pa v video. In na koncu smo ugotovili, da ta čas groze in prepovedi približevanja smo mi na skrivaj se približali drug drugem in smo naredili ploščo, renesonanco in video, kjer smo skušali v tem imenu renesonanca narediti ta renesančni preporod zvoka, ki ni samo toliko agresivno hrupen, ampak je postal dejansko čedalje bolj organiziran, to, kar pa že dejansko počnemo že od korenin naprej. Del tega albuma bo tudi skladba, ki ste jo sedaj dali kot najavo, naslovljeno Nidrih. Ja, ta je v bistvu nekako se mi je zdel istočnica ali pa začetek nečesa, začetek utrinka ideje, kako se lotiti in kjer komad bo prvi. In moram priznati, da je Bojan Varga preprosto rekel, veš kaj, pa ne bo COVID prvi. In tudi mislim, da svaka čast, da se je odločil, da je umešal noter tudi besedilo, ki pa je, kako bi rekel, nastalo tako, da sem jaz na začetku, konkretno jaz, povedal nekaj, kar se v mojem jeziku zdi, da bi tudi pasal v en jezik evropskih jezikov, pa smo pa ugotovili, da je fajn, da v nadaljevanju videospota pa ne še pa Bojan Varga pove zares, kot si misli v pravem jeziku. Je to pesem za streznitev ali pesem za opomin? Jaz bom tako rekel, jaz mislim, da nas je COVID čist dovolj strezno, ker smo prvo to vzeli vsi skupaj malček z levo roko, vsaj jaz osebno sem rekel, dobro, pa ne gre zdaj ta 2 meseca mim, no pa smo ugotovili, da to neko kar ni tako. In tudi ni opomin, se mi pa zdi, da je dober moment, če bi se kdaj kdo rad spomnil, kaj se je dejansko 13. marca zgodilo. In meni se zdi, da COVID je bil še lani marca, če se ne motim, pa smo že kar vsi pozabili, mogoče celo, koliko se napiše COVID. A veš? In tako da je opomin, je streznitev. Sam na nek način je pa naša reakcija trenutnega stanja, ki se je takrat zgodila, in mi se nismo nikoli posluževali kaj veliko teksta, ampak tukaj pa besedila, vsebin, ampak tukaj se nam je pa kar nekako zdel, pa ne toliko iz jeze, ampak mogoče zato, ker je to bilo tako nenavadno stanje, da je treba še pa nekaj povedati in še bomo kaj povedali, bomo povedali točno to, kar si mislimo. In upam, da bojo tudi radijske postaje, kar se cenzure tiče, to razumele. Album izide 10. novembra, predstavitev potem tudi 24. v Cukrarni Ljubljane. Ja, res je, 10. novembra se to izide in vesel sem, da smo šele pred kratkim, mislim, da je par teden dni nazaj dosegli nek dober sporazum z vodstvom Cukrarne, vsaj kar se tiče samega plana in termina izvajanja postavitve naše konstrukcije in cele scene, ker smo še vedno malček izven ali ekstremno dimenzijski za notranje prostore, pa naj bo to Cukrarna, naj bo to mnogo drugih firm ali pa situacij, kjer smo nastopali. In se mi zdi, da sem kar vesel, da je le nekako to vodstvo potem kasneje ugotovilo, da pravzaprav je nujno, da smo tam, ker kaj taga še niso imeli, pa najbrž tudi ne, bojo več imeli. Bova pa sedaj vašo skladbo tudi poslala našim poslušalcem, da slišijo, o čem sva govorila. Z albuma Renesonanca bo tukaj Nidrih, zato Jurij, pošli nam Nizkotnega jaz. Ok, če kdo od poslušalcev v samem začetku komada razume samo en stavek, dajte mu moj telefon, po pošti mu pošljem brezalkoholno laško pivo. Gajbo. Sam mora pa razumeti vsaj en stavek, pa sem povedal.